Dobrodošel, zdaj si izgubljen v divjini. Pravijo, da ima vsaka dolina svojo zgodbo. A nekatere zgodbe niso mirne. Po kraških mostovih in odprtih gozdovih se danes spuščamo globlje. Dobrodošli v peklo. Tri ure brez telefona, brez zemljevida, samo osnovna oprema in en cilj. Najti izhod iz pekla. To je Izgubljen v Sloveniji. Tokrat se nahajamo v soteski pekel pri Borovnici. Divja ozka dolina s slapovi, lesenimi mostovi in strmimi vzponi. Ime soteske pekel ni naključje. Ljudje so ji tako rekli, ker je divja, temačna in težko prehodna. Ob deževju se mirni tolmuni in previsne stene spremenijo v bučečo, razpenjeno strugo borovniščice, ki odnaša vse, kar ji pride na poti. Pekel slovi tudi po 5 slapovih, po zimi zaledenelih in primernih za plezanje. Danes se v naš izziv podaja Nejc, fant, ki ne beži pred izzivi, ki ne obrne hrbta strmemu vzponu, ki ni profesionalni plezalec, ki ni ekstremni avanturist z osvojenimi vrhovi, je pa tekmovalec. Nejc bo začel globoko v spodnjem delu soteske. Najti mora pot mimo vseh slapov, premagati najstrmejši del poti in doseči razgledno točko nad sotesko. Sedaj si pa poglejmo, ali mu je uspelo najti pot iz pekla. Izbegnica, zdaj te bomo deportirali nazaj. Dobrodošel, zdaj si izgubljen v divjini. Fuck. Ja, ne? Ja, okej. Ja, ne? Veš, kje smo, no? Ja. Okej. Ja, če si toliko suveren, je kle tvoj prvi namig. Pa na glas ga preveri, če znaš. Likar, dobrodošel. Danes stopaš na pot, kjer narava skriva več skrivnosti, kot jih vidi oko. Tukaj voda reže skalo, gozd zgriva stare poti in vsak korak te lahko pripelje bližje resnici. Tvoj prvi namig. Tam, kjer ljudje hodijo nad vodo, a voda pod njimi govori glasneje kot oni. Poišči to mesto, tam se tvoja pot res začne. Stari, šlo te je boljš, ki si bil zavezan. Pač v glavnem en most iščemo, ne? En most, ki gre čez vodo. Aha. Ne? Ker ljudje hodijo nad vodo, Ja. pač niso folk Jezusa, ne? Kar vem o tej turi, koliko je dolga, ne vem koliko je dolga. Kje sem, še manj vem. Kaj pa vem? Da smo v kotlini. Aha. Mislim, jaz mislim, da je to, ne? Še enkrat preveri. Tam, kjer ljudje hodijo nad vodo, a voda pod njimi govori glasneje kot oni. Ja, jaz se kar malo težko slišam, ne? Ko vem, da je to pravo? Ja, povej, probi odgovoriti na tale riddle. Ja, tam kjer, je pač kaj? Ja. Mostiček. Gremo dalje. Gremo dalje? Dalje. Okej. Aha. A sem s tle prišel, je? Lahko potrdim, da sem tukaj bil, ker sem bil privezan. Ljubitelj narave namičuje turist naprav. To je res tako. Meni pove, kje smo. Združuje red 5. Ok, to je ziherjena koda, stari, za en sej. To je letenca 1959. Sej boš povedal, a ne? Kaj? Če greš tisto v drugo smer. Ja. Valda.
Tisti, ki delate CPP, upam, da veste, kaj je razlika med tem pa tem. Prometni znaki. Narava je neusmiljena, ampak nam da vse, kar potrebujemo. Kaj je to? Voda. Arrivederci. Tam, kjer ljudje hodijo nad voda, voda pod njimi glasneje govori kot oni. A me slišaš? Ja, a to je to, kaj? Če bereš, to pomeni, da si našel pravo smer. Pravijo, da ta dolina skriva več kot samo skala in voda. Nekateri trdijo, da tudi nekaj opazuje potnike, ki pridejo predaleč. A naprej uganka. Ne hodim, a ljudje hodijo po meni. Ne govorim, a vodim čez oviro. Brez mene ni marsikdo obstal na svojem mestu. Kaj sem? Ko najdeš odgovor, nadaljuj pot, dokler ne zaslišiš glas, ki preglasi vse drugo. Kako to videti z glasovi danes? To bo zdaj zelo tako obvijes, ampak jaz mislim, da je most. Je pa most. Če ne bi bilo mostu, mi ne bi mogli prečkati veliko stvari. Tako da, jaz grem gor. Kdor hodi po najtežji poti, ga čaka najlepši cilj. Tukaj je en most, ampak ne vem, ali je to ta most, katerega rabim. Brez mene bi marsikdo obstal na mestu. Zdaj jaz bi to lahko preskočil, ne? Jaz mislim, da moramo iti še bolj gor. Trubentici. Tole, zdaj se pokaže. Še eno zate. Bravo. Tamle gor, ne vem, da se vidi na kameri, en znak. Sorry. Je en znak. Kako te izpočujem? Noče, ne? Od tega znaka gremo. To je en side quest. Ali pa ni, ne vem, naprej bomo jaz to teorijo. A ljudje hodijo po meni? Ne govorim, a vidim čez oviro. Brez mene bi marsikdo obstal na mestu. Kaj sem? Most sem! Evo, hvala lepa. Tukaj je zvok močnejši. Nekateri pravijo, da je to samo voda. Drugi pa trdijo, da je to smeh narave, ki zavaja poti. Nikoli ne govori, a vedno ga slišiš. Sledi temu zvoku do kraja, kjer voda udari ob kamen. Tam te čaka naslednji minut. Nikoli ne govori, a vedno ga slišiš. Voda, jaz ne vem, ampak voda ne zna slovensko. Jaz mislim, da iščemo mi izvir. Izvir oziroma izvir nekega slapu, če sem lahko tako predrzen. Lahko, gremo nazaj čez most. Čeprav meni se vidim naš izvir tam. Poglej me! Gremo gor. Do mostička, do unga dela tam. In bomo tam naprej se rekuperirali. Majda, čakam te. To je to? Majda, čakam te. To je kar nek zanimiv del zgodovine. Majda te čaka na vrh slapu. What the fuck? Majda, čakam te. To je za Majdo mislim. Poželjk pika. Tole je samo namig. Točno kje smo. Cel cilj današnje epizode izgubljen v Sloveniji. Kje smo? Kje smo izgubljeni? Če vemo, kje smo, a smo res izgubljeni. Kaj sem rekel? V Borovnici smo. Ne, ta most se bolj maje kot babica na troli. Brez rok, brez rok. Čutim, kako se zrak tanjša. Zdaj moraš tako dati na kamero roko, veš. Čakaj, ne tako. Tako, na kamero. Jaz imam neko idejo, kje smo. Če pogledamo za sabo, je tako kar hribav, hribovito. In se nismo toliko cajta pelali, čutil sem po ovinkih, tako da smo mesi nekje na Gorenjskem. It was such a straightforward catch, so it was really disappointing to see it in front of me being dropped. Kaj sem rekel? V Borovnici smo. Gorenjska oziroma Primorska. Bit of a letdown today, isn't it? Yeah, it does. But Afridi was very good on the boundary, so something to look forward to. Tako, tam gor, če gledamo. Sonce, vitamin D. Wow! Wow!
Intel od NPC-ja. Zdaj vemo, da smo mi v krajini, ki se reče Pekel. Tako da že vemo, kje smo. Niti ne. Kje pa je to? V Borovnici. To vem. O, kaj pa vi tukaj? Dober dan. Jaz samo občudujem naravo. Govor je zvir. Sem kar prepričan. Če ne moreš iti čez, greš pa gor. To je insane. Ker voda udari ob kamen. To je odgovor. Slab. Ratal mi je. Dolina tukaj postane ožja. Skale so stare in nekateri imajo nenavadne oblike. Ljudje so si o tem kraju pripovedovali zgodbe. Govorili so o nekom, ki naj bi tukaj nagajal popotnikom in jih vozil po napačnih poteh. Morda so to samo zgodbe. A vseeno pazi. Naslednje pismo čaka tam, kjer pot postane ozka in moraš stopati previdno. To mora biti to, ne? To mora biti to! To mora biti! Če bereš to, si prišel skoraj do konca. Pravijo, da so včasih domačini verjeli, da je dolina igrišče nekega starega nagajivca, ki rad skriva stvari pred ljudmi. Zato tukaj pot nikoli ni čisto enostavna. Obrni se za trenutek, pot za tabo je daljša. Zadnji namig, poišči kraj, kjer se voda končno umiri in kjer se zdi, kot da tudi ta stari nagajivec izgubi zanimanje. Tam te čaka zadnje pismo. Dame in gospodje, pot še ni končana, ne? Meanwhile. Na Juri! Gremo dalje. Kaj pa je tole?
Wow, srebrna medalja. Čestitke Likar, uspelo ti je. Prehodil si pot skozi skale, zvoke in stare zgodbe ter kraja. Tukaj res obstaja kakšen nagajiv duh doline, potem si danes dokazal, da te ni mogel ustaviti. Tvoja nagrada te čaka tukaj. Dobrodošel na koncu izziva Izgubljeno v Sloveniji. In čestitke za pogum, ustrajnost in bister um. Mnogi bi se obrnili nazaj, a ti si šel do konca. Bravo! Evo roke. To je zame. Bravo. Bravo, svaka čast. To je zame. To! Samo da ne bi tega prodal nekaj, preveč dobo nazaj. Hvala lepa Tijanu in Nejcu za še en odličen izlet. Tole res presega moje pričakovanja. Kje se nahajamo? Peko Borovnica. Kje je to? Borovnici, nad Borovnico. Gorenjska? Osrednja Slovenska. Vsaki? Aha. Zdaj se pa poslavljamo. Vidimo se v prihodnjem. Arrivederci. Adijo, hvala za ogled, like, share, subscribe, bro.